Ja, lepo pozdravljeni na e-minutkah, kjer spoznavamo primere dobrih praks pri uporabi gradiv Mojnande. Moje ime je Katja Škopin Kokošar in sem nova urednica učnih gradiv za prvo triletje. Danes je z nami Tina Slatinek, učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Šalek pri Velenju. Tino odlikuje veliko kreativnosti in dobre volje pri uporabi. Je navdušena uporabnica gradiv Mojnande in nam bo danes na podlagi praktičnih primerov s pomočjo videoposnetkov, s pomočjo fotografij poskušala čim bolj približati, na kakšen način lahko uporabljamo lutko Nande pri pouku. Tina je tudi avtorica Nandetove himne in lutko uporablja pri različnih fazah pouka, tako pri motivaciji, naprimer, ko učenci ustvarjajo bralne mape, potem pri usvajanju novih učnih gradiv, ko se recimo učijo, kako pisati različne črke, pa seveda potem tudi v fazi utrjevanja, kjer se poslužuje Nandetovih družabnih iger, Nandetovih pesmi. Na koncu predavanja bo na voljo še nekaj minut tudi za vaša vprašanja, ki jih lahko že med samim predavanjem pišete v chat ali pa v prav za to namenjen razdelek spodaj na dnu ekrana. Sedaj pa da besedo damo Tini. Tina, pozdravljena. Pozdravljena, lep pozdrav še iz moje strani. Ja, kot je Katja že omenila, jaz sem Tina Slatinek, poučujem na osnovni šoli Šalek, letos poučujem v 2. razredu. Sem pa svojo poklicno pot pričela v vrtcu. Tam sem po končanem študiju delala 8 let s starejšimi otroki. In sem velika navdušenka nad učenjem preko igre, preko gibanja, medpredmetnega povezovanja, sodelovalnega učenja. Pa bi mogoče najprej kar z vami delila. Evo, takole. Ko sem prišla v šolo, sem si želela vse te elemente vključiti v 1. razred, prvo triado. Vsega tega je v vrtcu kar veliko in sem s to prakso pač potem želela vstopiti takrat sem začela poučevati v 1. razredu. In naša šola je ravno takrat pričela z učnimi gradivi Mojnande in gradiva Mojnande ponujajo prav to. Zasnovana so tako, da ponujajo zelo raznolike naloge, z zelo privlačnim slikovnim materialom, vključene so didaktične igre, elementarne igre, veliko je dinamičnega učenja preko igre, gibanja, sodelovanja, vključeni so elementi NTC-ja, formativnega spremljanja, lutka, ki vse skupaj lepo poveže in podprto interaktivno, ki lahko zelo obogati naš učni proces. In pa za mene zelo pomembna podpora učitelja. Na Učim te lahko najdemo vse interaktivne delovne zvezke, priprave, ogromno učnih listov, tematskih sličic, ki jih na naši šoli zelo veliko uporabljamo. In meni osebno se zdi zelo pomembno, da so učenci ustrezno motivirani. Zdaj eno spodbudno okolje, sproščeno okolje, ogromno pripomore k lažjemu doseganju naših ciljev, naših zastavljenih ciljev. In jaz zelo rada rečem, da je eden zelo pomembnih ciljev 1. razreda ta, da konec junija otroci rečejo, komaj čakam 2. razred. In to vsekakor dosežemo zdaj z eno tako pozitivno klimo v razredu, pri čemer nam pa lahko lutka Nande ogromno pomaga. In jaz sem začela na šoli delati leta 2020, to je tisto leto, ko smo se šolali na daljavo.
ko je bila korona in je meni vse skupaj, ves ta sistem dela malo padel v vodo. Ker zdaj pa kako zdaj sploh ohranjati, zmotivirati otroke in ohranjati motivacijo do te mere, da bodo konec junija res tako navdušeni, kot sem jaz želela, da bojo. In če sem jaz Nandeta do takrat uporabljala kot neko rdečo nit v razredu, recimo na tabli, na steni, bralne značke, kot jutranji pozdrav v jutranjem krogu, prvi šolski dan, je potem Nande pri šolanju na daljavo pa prevzel vse vajeti in je postal zvezda. Mi s sodelavkami smo si takrat zastavile delo na daljavo tako, da smo pričeli dan z jutranjimi pozdravi, v katerih smo povzeli, kaj bomo tisti dan počeli, povezali nekako s tematiko tistega dneva in takrat sem začela Nandeta vključevati v te jutranje pozdravčke, v te videe in preko tega je Nande dobil en tak poseben svoj karakter. Jaz bi vam rada te filmčke zdaj zelo na hitro pokazala, pa upam, no, da nikoli več ne bomo imeli šole na daljavo, ampak v bistvu predvsem zato, ker sem jaz, ko sem videla, kak odziv je bil otrok in kak učinek je imela lutka, sem ga veliko več začela v razredu uporabljati in sem ideje še vedno črpala iz teh filmčkov, pa mogoče bo še kdo dobil kakšno idejo. Upam, da se vse sliši. Nande, spet brskaš. Nande. Obljubi, da me boš od danes naprej bolj poslušal. Otroci naj ogledajo, lepo se obnašaj. Otroci, jaz ne vem več, kaj naj naredim. Dragi otroci, danes imate na urniku lenarjenje. Ne, sej ne. Joj, to bi bila gospa Tina spet huda, če bi me slišala. V resnici imate na urniku slovenščino, kjer... Nande, pa pridi takoj dol. Nehaj se muhati. Pojedel si že vse sladkarije, ne moreš imeti še za večerjo sladoled z bomboni. Takoj pridi dol. Še padel boš iz drevesa. Otroci, Nande mi spet nagaja. Tudi že prihajam, ne padi iz drevesa. Ani škoda se jeziti, ani škoda se jeziti. Joj, Nande, poglej se, kakšen si. Vozim se! Preverjam gibanje vozil! Toda si ne boš kaj naredil. Ne bom! Au, to je pa bolelo. Kuhala kašico, v loncu vrtela. Daj sem pa pozabil. Kaj je že vrtela? Žlico? Ja, v loncu vrtela ne gre, ne. Žabo? Ne. Kaj bo žabo v kaši, Nande? Saj že vem, saj je tukaj, kuhalnica. Miška je kuhala kašico, v loncu vrtela kuhalnico. Tako popravlja. Čakaj, kako pa naprej? Nande, kaj delaš? Kaj delam? Kuham! Tako kot Miška včeraj, se spomniš? Miška je kuhala kašico. Da si ne boš spet kaj naredil. Da si jaz zdaj kaj naredim. Kaj se tole sveti nekaj? Nekaj je rdečega. Nande, pazi. Samo malo bom potipal. Nande, ne, to peče. Ti zelo dobro pomniš, da takole oblečem? Kaj? Pa to jaz tak vem. To je plavalna kapica in kopalke. Pripravljen za tuširanje, seveda. Pravi frajer.
počitek. Nande! Kaj? Preglasno glasbo imaš. Slišim te, ker je tako glasna glasba. Nande! Kaj bi rada? Ja, tako. In preko vseh teh filmčkov je takrat Nande dobil svoj karakter. Naš Nande je navihan, igriv, radoveden, zelo trmast in samozavesten. On vedno misli, da vse ve. Ne mara športa, njegov najljubši predmet je lenarjenje. Je pa tak, neroden, vseeno pa ves čas otroke spodbuja, jih motivira. Oni pa po navadi njega učijo, kako in kako, kaj in kako je pa vse skupaj pravilno. In na podoben način sem jaz to potem prenesla v razred. On je povezan s tematikami, z okoljem, s prazniki, kar se pač dogaja otrokom, to se dogaja njemu. Ko mi ustvarjamo, ustvarja on. Ko mi računamo, računa on. Ko je Prešernov dan, poje himno, ko je Gregorjevo, se Nande zaljubi, ko je novo leto, se zaplete v lučke. Tako ga vključujem v razredno skupnost v prvi vrsti zato, da pač dobim tisti nek sproščeno klimo v razredu, lahko pa iz tega potem zelo veliko dejavnosti potegnem in še vseeno z njegovo pomočjo dosegam zastavljene cilje. Da pa dobimo en tak optimalen učinek lutke, pa potrebno slediti mogoče nekim smernicam, ki bi jih omenila. Lutka je en tak poseben medij, ki odpre nove dimenzije. Mi zdaj, če otroka vprašamo, kaj ti vidiš okrog sebe, ali pa če ga vprašamo, kaj vidi lutka, dobimo veliko širši odgovor, veliko bolj natančen, če lahko pove, kaj vidi lutka. Ker je otrok ob tem bolj samozavesten, več varnosti čuti, manj se čuti izpostavljen in lahko preko lutke zelo spoznamo njegov otrokov socialen in emocialen razvoj, hkrati pa uresničujemo, kot sem že omenila, učne cilje. Pomembno je, da imamo nek stabilen oprijem lutke, da premiki lutke ustrezajo njenemu karakterju, njeni vlogi, da je njena komunikacija jasna in za mene mogoče eden najpomembnejših vidikov, da je pogled ustrezno usmerjen. Da ko mi govorimo, predvsem recimo zdaj, če grem kar k Nandetu, ko govori Nande, pa ko govorim jaz in ko sem jaz v komunikaciji z njim, da takrat, ko govori Nande, usmerim pogled v lutko in tako preusmerim otrokovo pozornost popolnoma na lutko. Velikokrat pride lahko potem do zmede, če mi gledamo v učence, uporabljamo pa glas lutke in premike in potem otrok ne ve čisto točno, komu zdaj slediti. Zato je pomembno, da usmerim lutko v Nandeta, v lutko, ko govori on, ko se jaz pogovarjam z njim, tudi gledam njega, ko pa želim nameniti informacijo otrokom, pa pogledam v njih. Mogoče to omenim, kot pravi Majeron, je lutka ena taka avtoriteta, ki se je otrok sam izbral, mu ni bila vsiljena in tako otrok lutki zmore zaupati, lažje se jo odpre in skozi njo vzpostavlja eno komunikacijo z okoljem in tako postane, zdaj v našem primeru Nande, en taka zelo lepa vez med nami kot učiteljem, učencem in okoljem. Jaz sem zdaj današnjo srečanje zastavila tako, da bi vam mogoče pokazala nekaj dejavnosti, ki jih jaz uporabljam v motivaciji, obravnavi in osnove snovi in utrjevanju. Nekaj stvari se seveda prepleta, ker lahko dejavnosti uporabljamo pri vseh treh delih ure. Pa mogoče, če kar začnem pri zgornji sliki. Ta slika je nastala, ko sem v bistvu čisto spontano, spomnila sem se, da je Gregorjevo, pa sem rekla, ok, bom jaz dan začela tako, da se je naš Nande zaljubil v Siničko. Potem pa je iz tega nastalo, da so otroci čisto samoiniciativno začeli z voščilnicami ob njegovi poroki. Ko sem pa jaz potem za to zaznala, pa sem začela vleči ven dejavnosti. Mi smo potem se učili, kako napisati voščilnico, pri umetnosti smo upodabljali njegovo poroko, pri glasbi smo se učili, so ptički se ženili. Želim povedati, da lahko mogoče iz ene take čisto spontane motivacije, kljub temu,
povezujemo z našo zastavljeno učno uro ali pa recimo učno uro oziroma cilje prilagodimo na to, kar je pa pač v tistem trenutku učinkovalo. Potem, Katja je že omenila Nandetove bralne liste, ali pa jaz si jih kar naredim v mapice. Nandetove fotografije, ki obstajajo, spremenim v pobarvanke in otrokom dam neko besedilo. Lahko seveda prilagodimo ali damo otroku določen čas branja. Pri meni se zdi, da je bolj učinkovito, če jim dam kar jaz določeno besedilo, ker pri tem času pol znajo malo goljufati. Jaz imam recimo enega učenca, ko pravi mamici, veš kaj, jaz grem pa zdajle besedilne naloge reševati, pa bom si kar štoparco že prižgal. Tako da mogoče pol dam neko določeno besedilo, pa recimo rečem, 2-krat ga preberi, ko ga boš 2-krat prebral, pobarvaš del Nandeta, starš se pa pač v tabelo podpiše. Ko so Nandeti pobarvani, že to dovolj, da jih ponosno pridejo predstaviti, včasih pa dodam kako nagrado, kot je recimo, ne vem, dodaten obisk knjižnice, podaljšan čas v pravljičnem kotičku, kakšna pravljica prebrana več na teden, nekaj pač v povezavi z branjem. Nande v sestavljanki, tega sem tudi začela uporabljati v času šolanja na daljavo. Takrat sem otroke spodbudila, da bodo za vsak dan opravljenih vseh dejavnosti dobili en del sestavljanke in so potem konec tedna po pošti dobili celotno sestavljanko Nandetovo, plastificirano. Vem, da je še takrat deklica tako skrbela in zvonec dela, da bo slišala poštarja. In sem potem to tudi prenesla v razred. V razredu mogoče na takšen način sestavljanko večkrat uporabim bolj pri neki vzgojni tematiki. Lahko jih seveda uporabljamo tudi na daljši rok. Recimo, če imamo težavo, ne vem, s poslušanjem drug drugega, pa rečemo, no, če se bomo pa mi cel dan trudili poslušati drug drugega, dvigovati roko, ko želim kaj povedati, ali pa ne, neka osnovna pravila, pa bomo ali kot razred si skupaj pridobili večjo sestavljanko, ali pa vsak posameznik. Lahko seveda to naredimo tudi individualno, lahko si sestavljanko tudi lepijo v kak zvezek. Letos v 2. razredu sem si to prilagodila tudi za utrjevanje snovi. Kot je prikazano na sliki, recimo imam, ne vem, 3 sklope računov. Ko prvi sklop računov v celoti pravilno reši, pridobi en del sestavljanke in je zdaj tekma, kdo bo prej sestavljanko v celoti sestavil. Danes bomo imeli kar nekaj teh mogoče dejavnosti povezano s tekmovanjem. Moram povedati, da imam letos razred športnikov in je to tekmovanje v zelo takem prijetnem, spodbudnem duhu. In ko recimo imamo mi to dejavnost, se moram jaz kar pripraviti za popravljanje, ker to gre koščus, potem oni se vsi usujejo in bistvo je, da otroci sploh ne vejo, koliko računov so rešili, ampak se ves čas v učenju zabavajo in v tem primeru pač tekmujejo in je zdaj spet Nande kot nek motivacijski element. Nandetove gibalne vložke uporabljam ne samo pri motivaciji. Večkrat recimo naredim en tak Nandetov gibalni kotiček, recimo predvsem, ko so kakšne take bolj statične stvari, recimo prepis, da otroci, ko prepišejo 2 stavka, prvič obišče Nandetov kotiček, kjer jih pričaka, da pri prvem obisku kotička mora z Nandetom narediti 3 počepe. Gre nazaj k mizi, prepiše spet 2 stavka, spet gre v kotiček in naredi drugo gibalno vajo, recimo, da mora z Nandetom na hrbtu narediti sklece, kot je na fotografiji in tako naprej. Samo toliko, da pač ura ni toliko statična, pa da pol jih malo tudi spodbudi k pisanju. Na posnetku pa boste videli eno igro, ki jo uporabim lahko tudi pri matematiki v okolju. Tokrat sem jo uporabila pri okolju, pri temi nekoč in danes. Jaz otrokom dam eno besedo iz starih časov, otroci pa so potem za vsak glas, glaskovali so besedo in so za vsak glas si podajali Nandeta. Pri tistem, ko se Nande ustavi, tisti pokaže eno vajo. Lahko je zdaj to tudi recimo utrjevanje računov, jim damo račun, kakšen je rezultat, toliko je podaj in spet nekdo vajo pokaže.
Včasih je pa dovolj, da Nandeta sploh ni. Recimo, da ga skrijem ali v kako torbo, v kako omaro, lahko pa tako, da ga sploh ne najdejo, pa jim potem Nande pošlje pismo z nalogo, recimo določeno, ali pa prosim, rešite me, ko boste naredili to in to, bom lahko prišel nazaj. Letos sem pa mogoče tudi naredila, da sem otrokom pustila kakšno pero in so oni takoj povezali, da je to Nandetovo pero, med zvezkom, kar v razredu, v torbici, pa je spet ena taka, neko tako pozitivno vzdušje. Nove snovi z Nandetom. Nandeta, predvsem v 1. razredu, ko se črke in števila čisto na novo spoznajo, potem pa tudi recimo tu na fotografiji vidimo, ko smo z učenci vadili zapis male tiskane črke B in D. Nande je vedno tisti pri nas, ko misli, da vse ve, pa ponavadi ve manj kot učenci. In recimo, tu je pač Nande, ki je prepričan, zdaj vam bom jaz pokazal, kako se ustrezno zapiše neka črka, on jo pokaže in jo pokaže nepravilno. Ponavadi otroci že pol kar sami pristopijo k tabli in mu začnejo kazati, kako pa je pravilno, kakšna je poteznost, kako je treba obrniti črko. Nande pa potem vedno znova in znova se zmoti, vedno je kaj narobe in otroci potem sploh ne vejo, kolikokrat so že zapisali črko. Seveda, če jaz vidim, da zdaj to gre v napačno smer, se potem malo mešam, usmerim, da gre to v pravo smer, potem pa jih Nande spodbudi, da črko zapišejo. Še po zraku, z različnimi deli telesa, po mizi, po hrbtu učenca. In na koncu rečem, veš kaj, Nande, ti se moraš pa zdaj še malo mogoče naučiti, pa dam Nandeta ali na mizo, ali pa mogoče kakmu učencu, ki porabi malo več spodbude in se potem, ker ima Nandeta zraven sebe, še toliko bolj trudi. Naprej recimo Nande šteje in račune, spet je Nande tisti, ki vedno napačno izračuna, napačno šteje. Mogoče bi tu omenila recimo ta generacija otrok, ki so takrat bili deležni tega šolanja na daljavo, so zdaj v 5. razredu in jaz še danes, ko grem k njim nadomeščati, oni mene še vedno prosijo, naj prinesem Nandeta, še vedno se smejijo istim šalam, ko sem jih pripovedovala, vedno reče, naj Nande narobe šteje. In res lahko Nande, ali pa recimo pač kot element lutke, postane res taka lepa povezava med učiteljem, učencem in snovjo. Takrat smo se mi s tisto generacijo prijavili na natečaj za Repkaj Strkaj in smo rekli, bomo naredili, ker pač nam je bil Nande toliko ljub, kar pesmico o Nandetu. Jaz sem narisala Nandeta na tablo, spet je to bila ena taka zelo spontana stvar. Otroci so povedali, kaj mislijo o Nandetu, iz tega sem jaz naredila besedilo pesmi in mi smo seveda posneli tudi videospot kot hip-hoperi, naredili smo si grafit, v vsem tem neznansko uživali in jo poslali na natečaj, ki pa je potem ta pesmica čist nepričakovana postala Nandetova himna. Žiga Kosec je takrat besedilo pesmi priredil, moj mož David Slatinek pa je napisal aranžma pesmi, smo glasbo in smo potem to posneli in še danes jo radi prepevamo vse posod po Sloveniji. Ko pa sem spet jaz videla, preko pesmi, poučevanje preko pesmi je pa tudi en tak zelo zanimiva dejavnost, pa sem rekla, pa dajmo poskusiti mogoče to narediti pri vsaki snovi za spoznavanje okolja, ker pač se preko spoznavanja okolja potem povezujejo tudi snovi pri matematiki, slovenščini, pa mi je bil to en tak lep okvir, pa sva takrat s prijateljem Alenom Gostečnikom si razdelila besedila in smo takrat tudi posneli nekaj pesmi, pa jih jaz zelo veliko zdaj tudi uporabljam. Te pesmice, zdaj ni treba, če so to pesmi od učencev, jih imajo že zato radi, ker so njihove, ni treba, da je zdaj to pa zdaj nek vrhunec poezije. Bolj se mi je tu šlo zato, da so bili recimo omenjeni neke snovi, ki jih želim utrditi, ali pa recimo zdaj to pesem uporabim tudi za napoved teme, povežem jo z glasbeno umetnostjo, s kakšnim plesom, nekatere pesmi pa se tudi naučimo. Pa recimo bi vam zdaj mogoče za en tak umesen del rada pokazala eno od pesmi. Pesmi pa so zastavljene v mojem primeru tako, da jih poje Nande ali pa je Nande nekako omenjen. Zdaj, to je pesem Zima, malo je vmes tudi glaskovanja, potek da je
malo medpredmetnega povezovanja. In to pesem je mišljeno, kot da jo poje Nande. Z, I, M, A. Z, I, M, A. Z, I, M, A. Z, I, M, A. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? Vzeli so sonce, saj to je kraja. Na pomoč! Na pomoč, Na pomoč! na pomoč, Joj, kako dolga bo še ta noč, meni je zares mrzlo. Čeprav je tukaj kar lepo, sneg, led, je žled, a mene zebe zaznoret. vse naokoli pobelil je sneg. Pod belo odejo je smuknil na svet. Vse tiho je mirno, narava zdaj spi. Otroci veselo, na sneg se mudi. Daj kapo na glavo in šal okrog vratu. Življev z ene noge nikoli ne bom se zul, ker če pride poledica, poskubljena rit, to bo posledica. Kamor ozrem se belina in sneg, bo tako tudi, če skočim čez breg. Kaj tam počnejo s hitrimi sanmi? Po hribu drvimo in se veselimo. Vse naokoli pobelil je sneg. Pod belo odejo je smuknil na svet. Vse tiho je mirno, narava zdaj spi. Otroci veselo, na sneg se mudi. Vsi se smejijo, kepajo, drsijo, tam snežaku že glavo valijo. Jon smuči, prihiti, Ula v igluju se mu smeji. Vse, kar sem videl, je res zabavno in moram reči, tudi mikavno. Najbolj všeč so mi bile snežinke, ko priletijo kot mini palačinke. Vse naokoli pobelil je sneg. Pod belo odejo je smuknil na svet. Vse tiho je mirno, narava zdaj spi. Otroci veselo, na sneg se mudi. Hej! Zdaj za spanje res ni čas, pravljica zimska prišla je med nas. Z, I, M, A. Z, I, M, A. Z, I, M, A. Z, I, M, A. In če zdaj nadaljujem z utrjevanjem snovi z Nandetom, jaz jim večkrat naredim Nandetove izzive, vedno to je bolj proti koncu sklopa, predvsem takrat, ko želim dobiti eno povratno informacijo od otrok in tudi, da dam njim neko povratno informacijo, pa jim pripravim take postajice. Naloga je, da morajo Nandeta čim hitreje prinesti od začetka do konca, s tem, da iz ene postaje na drugo sme iti šele takrat, ko na prvi postaji recimo naredi, pač razvrsti sličice ali besede ustrezno. Recimo na fotografiji je primer koledarja, ko je na prvi postaji ustrezno razvrstil mesece glede na letni čas, se je lahko prestavil na naslednjo postajo, kjer je pa razvrščal sličice v delih dneva. In potem ima seveda vsak otrok drugačen čas in je spet zdaj element tekmovanja. Zdaj to mogoče potem vsaka presodi sama, koliko je zdaj to spodbudno za otroke, v mojem razredu to trenutno zelo učinkuje, zato se tega veliko poslužujem. Na posnetku je pa primer, ko pa sem vključila še gibalne elemente, tu pa je zdaj utrjevanje geometrije, zdaj mogoče se malo slabše vidi, kjer otroci razvrščajo poimenovanje črt, likov, teles, na sličice, vmes pa se še vedno tudi razgibajo. Ostali otroci so v tem času bili v razredu, pa so sestavljali ene stavke, so pripovedovali drug drugemu, medtem pa so otroci
prišli ven se razgibati, nekaj ponoviti. To recimo mi imamo možnost na šoli, smo se prestavili v razred za oddelek za podaljšano bivanje, zato da smo potem lahko imeli več časa postavljen ta poligon. Imajo pa otroci zelo to radi, ker tudi sami vidijo, kakšno je znanje, kje še morajo kako stvar mogoče ponoviti ali pa utrditi. Nandetove družabne igre uporabljam veliko med uro, tako kot je recimo zapisano tudi v pripravah, ali pa večkrat jih uporabim tudi proti koncu pouka, ko so učenci že malo utrujeni, vseeno pa želim mogoče kako stvar, da bi jo še utrdili, pa dam kar različne družabne igre, ki smo jih že imeli, da jih otroci navodila in pravila že poznajo. Njihova dejavnost pa je, da morajo se odigrati vse igre z istim parom ali pa da si med sabo otroke menjujejo. To imajo zelo radi, hkrati pa spet nevedi se učijo ali pa snov ponovijo. Na sliki imam tudi Juhej, igrajmo se, igra je sicer namenjena bolj prvem razredu, kjer namen igre je, da seveda spet ali ponavljamo, v prvem razredu si mogoče moramo te kartice malo razporediti po sklopih, kar smo že obravnavali, v drugem razredu pa lahko to igro vključimo kar kot eno skupinico ali pa v enem kotičku, ker se lahko igrajo popolnoma samostojno. Torej, vržejo kocko, tista barva, ko pade, tisto kartico izvlečejo, preberejo vprašanje in nanj odgovorijo, ter se pomaknejo po polju dalje. Na fotografiji zraven pa je Nandetov kviz, to igro pa smo se mi najprej igrali kar v jutranjem krogu. Na enem kartončku je več vprašanj, ali vsak učenec odgovori na eno, lahko eden odgovori na vse. Ko pa so otroci igro že poznali, pa jo vključujem kar kot ponovno v skupinico ali v en kotiček, medtem ko ostali delajo kaj drugega. Ali pa recimo za tiste otroke, ko so kako stvar že prej končali, pa jih treba mogoče nekako zamotiti, pa jim potem ponudim to. Nande pomaga je kotiček na tabli, kjer si jaz naredim ene take aplikacije iz sličic iz delovnega zvezka. Tu mi je mogoče bolj pomembno to, da otroci neko sličico, ki jo že poznajo, večkrat vidijo in neko snov, da si neko stvar bolj zapomnijo, in da jim je asociacija, recimo zdaj v konkretnem primeru, pri predlogih v, iz, na, z, da se spomne, kako smo mi okraske dajali na jelko z nje in to snov obravnavali in da večkrat, vsakič, ko gre mimo, to vidi in da je sličica, ki jo že pozna. Otroci imajo to zelo radi in pol že kar čakajo na naslednje aplikacije, kdaj bodo prišle z novimi snovmi. To bi pa zdaj mogoče na koncu omenila, to pa je zdaj, recimo, Nandeta jaz uporabim tudi pri takšni obliki pouka, kjer so otroci razporejeni po skupinicah in so dejavnosti medpredmetno povezane, kjer ni nekega striktno določenega časovnega okvirja, niti ne izbire dejavnosti, ampak otroci bolj kot ne prosto prehajajo. Pa bom več o tem mogoče povedala na seminarju v Laškem, zdaj samo omenim, da mogoče na kakšen način prilagoditi zdaj gradiva Nande, tudi na tako delo, na tako obliko pouka, kako vključiti zdaj igre v to, na kakšen način jim pripravim navodila, da oni zdaj res lahko samostojno delajo, tudi rešujejo recimo v delovnem zvezku, in na kakšen način tudi vključim, učim se oziroma pač ta interaktivni del. Mogoče pa čisto za konec bi pa omenila to, da je predvsem pomembno, da si, če želimo lutko uporabljati, da ni potrebno, da nam je lutka zdaj še neko dodatno breme. Naj nam bo lutka, tako kot vsa recimo gradiva, sama menim, da so gradiva zelo dobro zastavljena, da si lahko vsak učitelj vzame točno tisto, kar potrebuje, da ni ali slediš popolnoma pripravam in gradivom, ali pa si vzameš tisto, kar potrebuješ in še vseeno ohranjaš svojo avtonomnost. Prav tako pri lutki. Lutka naj nam bo naša podpora.
In zato je mogoče pomembno, da je Nande karakterno narejen po nas. Tudi tukaj nam zdaj gradiva ne določajo, kakšen Nande je, ampak si ga lahko zelo prilagodimo. Zdaj, jaz sem sama pač energična, temperamentna in zelo podoben je tudi Nande. Nande moj je tak pustolovski in navihan, ni pa treba, da je tak. Lahko je Nande narejen čisto po vaši meri ali pa ga uporabljamo samo takrat, ko recimo podajamo domačo nalogo ali pa samo ob pravljici ali pa samo takrat, ko smo recimo v kaki zagati, da recimo, ne vem, neka vedenjska težava, pa pokličemo Nandeta na plan. Predvsem se mi zdi prav, da smo pri vsem skupaj pristni in da uživamo ob lutki, ker če bomo mi uživali ob lutki, bodo to otroci začutili in bo potem lutka res en tak lep element, ki pa potem tudi traja in se jim vtisne v spomin, hkrati pa nam da tisto, kar mi želimo, da lažje vsi skupaj dosežemo zastavljene cilje. Tako. Mogoče to iz moje strani, zaenkrat to, upam, da sem vam dala kako idejo, da mogoče sem vas malo navdušila tudi, da Nandeta večkrat primemo v roko, pa ja, da vam je bilo zanimivo. Ja, hvala, Tina, za to predavanje. Nanizala si kar nekaj zelo dobrih idej in mislim tudi, da smo se ob pesmi, ki si jo predvajala, kar vsi malce zazibali. In ja, predvsem se mi zdi pomembno to, kar si izpostavila, da je nas strah pred tem, da mogoče, da nimamo nekih imitatorskih sposobnosti, igralskih sposobnosti, ne ovira pred tem, da ne bi uporabljali te lutke, no, ki je pa res nek izvrsten pripomoček lahko za delo pri pouku. Ja, zdaj pa imamo še nekaj časa za kakšna vprašanja. Tanja pravi zanimivo. Vprašanja. Aha, ja. Oprosti, Katja, kar izvoli. Tanja pravi, ja, zanimivo in zabavno je hkrati poučno za otroke. Alenka, hvala vam za zelo zanimivo predstavitev. Jerneja se zahvaljuje za zanimive ideje, za razgiban pouk. Mogoče bi ob tej priliki še povedala to, ker so v bistvu se pripravlja prenova učnih načrtov, da bodo naslednje leto potem tudi, da se pripravlja prenova gradiv za prvi razred, moj Nande, in ki bodo potem na voljo naslednje leto. Simona, bi ti morda v tem času... Mogoče pa res medtem počakamo mogoče še na kakšno vprašanje, če bo še kakšen udeleženec, ki je želel vprašati Tino ali pa tebe, Katja, bi želela vse prav lepo povabiti, da se nam pridružite na našem naslednjem dogodku, in sicer v Laškem, na strokovnem srečanju. Evo, z vami delim tale slajd, kjer lahko vidite tudi naš program, ki ga bomo imeli v Laškem. Srečanje je 8-urno in program je res fin, no. Poleg tega, da se bomo res dobro posvetili bralni pismenosti, bomo imeli tudi bomo gostili Roka Trkaja in Igorja Saksido, zelo zanimivim delom. Potem pa v popoldanskem delu seminarja dr. Vida Manfreda Kolar, Anita Smole in Tina Slatinek, kot je že povedala, bo tudi ona nadgradila še svoje predavanje. Tako da lepo vabljeni. Pogledamo še, če je še kakšno vprašanje, ni.
Nič, jaz bi sam še vas Zaenkrat lepo ne. povabila, če imate kakšna dodatna vprašanja ali pa bi želeli gradiva malo boljše spoznati, da vas vabimo k rezervaciji brezplačne predstavitve gradiv. Ob predstavitvi boste prejeli brezplačen komplet tiskanih oglednih izvodov za šolo in aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih gradiv. Tako da lahko vabljeni, da nam pišete na naš mail učbeniki@mladinska-knjiga.si ali pa pokličete svojega strokovnega svetovalca in se dogovorite. Tako. Ja, hvala, Simona. Vprašanj ni, tako da bi se jaz na tem mestu zahvalila tudi udeležencem tega seminarja za obisk. Še enkrat hvala Tini in v imenu Mladinske knjige založbe vam, Simona, Tina, želimo lep večer še naprej. Hvala, lep večer vsem. Lep večer, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.